und ich flieg, flieg, flieg wie ein Flieger, bin so stark, stark, stark wie ein Tiger und so groß, groß. Naši trije protagonisti nadaljujejo pot in pridejo v Nemčijo. Ko pridejo tja, opazijo, da ni žive duše na cestah in da so vse hiše zatemnjene, kajti vsi vaščani so povabljeni na poroko Heidi in Kekca, ki je veljala kot poroka leta. Naši prijatelji si niso hoteli izgubiti tako važnega dogodka, tako da so sledili plakatom in prišli do kraja, znan med vaščani kot Der Apfelstrudelstaler. Halt! Komm hier! Ich möchte einen neuen Personenkraftwagen kaufen und ich habe mich nicht entscheiden. Ein Volkswagen oder ein Audi. Was soll ich machen? Kar pomeni, stojte, pridite sem. Imena? Jaz sem Lord Charliev in to so moji strežniki. Kako? Prosim, ona je Barbara, on pa Hvala Passepartout. Bogu. Nein, 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 du bist nicht hier. Ich habe dich hier nicht gefunden. Nein! Kar pomeni, vi pa niste na seznamu. To ne more biti, mi moramo iti na to praznovanje. No, ta tip sploh ne pozna naših načrtov. Ne, groza. To ne more tako stati. Zahtevam sestanek z direktorjem tega kraja. Nein, aus! Aus! Kaj se dogaja hier? Zakaj tako kričite? Dovolite mi, da se predstavim, meine herzliche Fräulein. Nič več, Fräulein. Zdaj sem frau, sem že poročena. Pred vami je Lord Charliev, sin Lorda Franca in Lady Gaga, Gabriele, nečak sem znanega... Jaz sem Lord Charliev, nečak kond Andreja iz Škofje Loke. Ja, tvojega strica sem spoznala pred leti. Ja. Pa kaj stojite tukaj? Prosim, pridite naprej. V čast mi bo imeti vas kot goste. Z dovoljenjem... Kot vidite, sem zelo ganjena. Danes je zame poseben dan. Na, si ti? Keki! Kaj je, draga moja? Pridi, srček, predstaviti ti moram nekoga, ki je zelo važen zame. On je Passepartout. Se ga še spominjaš? Z nama je hodil v šolo. Tisti, ki je bil tako zatreskan vame. Ne, se ga ne spomnim. Saj se ga moraš spomniti, To je tisti, ki mi je rožice nosil in mi je vsak dan domov spremljal, čeprav je živel v drugi vasici. Sedaj se pa spomnim. Ali si prišel preprečiti najino poroko? Si za nekaj ur zamudil. Ne, v resnici smo prišli sem, da poiščemo sled, ki mi jo je pustil moj stric. Z njo bomo lahko nadaljevali pot okoli sveta. Am Ziller, so fesche Ladykiller, die glauben nur in Tirol, fühlen sich die Damen wohl. Da frag ich mich, was will der Kerl aus Zell am Ziller, wenn Orni erst an Steirer sieht, die weiß auch, wenn sie fliegt. Steirer Männer sind very gut, für Hollywood. Arnold und sein Steirer Schmäh, kennen drüben in USA. Steirer Männer sind very... Liebe Dame, približajte se in potegnite eno. Jaz tukaj. Jaz, prosim. Ja. 1, 2 in 3. Kaj si dobila? Kaj pa je to? Nekaj mi pravi, da je to naslednja sled.
To je tipični mehiški klobuk. Nekoč sem ga videla na nekem filmu. Torej, naslednja država je... Mehiko! Kako lepo! Zmeraj sem si želela iti v Mehiko in slišati kakšne mariači na trgu. Jaz tudi. Kako lepo je imeti prijatelje. Človek se lahko zelo lepo ima z ljudmi, ki jih ima rad in za katere ve, da mu bodo vedno ob strani. Poglej, Heidi, sprejela nas je v enega izmed najvažnejših trenutkov svojega življenja. Ja, lepo bi bilo imeti prijatelje. Pa saj imaš mene in Paspartuja. V resnici ima samo mene, ki mu serviram kot ena dekla. Ajmo pa še vse. Ja, sej ni tako hudo, no. To so pa pravi moški. Pravijo, da je tekila samo za machos. Tako da za machos. Ja, za machos, žali Bog, temu vidva ne prideta niti do pete. Senor. Favor, servir tequila. Samo to nam je manjkalo, da se ga bo lord nacukal. Ne, tega ne bo, ne. Ne, lord, da se samo strela, da se kje. Ne peče! Ja, ven! Ti si to kakšen lunch paket? Aj, kako me peče grlo. Počakaj, da pogledam. Maš ali ne? Ne, ni nič ostalo. Kaj pa naj zdaj naredim? Ampak, nekaj zelo lepo diši. Tako kot ti. Hvala. Rabim odličen parfum. Tako kot ti. Ja, hvala Bogu. Hej, ko že špiljamo turizem, kaj pa, če poskusimo tukajšnje jedi? Jaz bom korajšna in bom poskusila. Rada bi tega. Jaz pa tega. Señora, fuerte, picante. Pues cuate, son los tacos más picantototes de Jalisco. Precisamente, kaj ti mexicance se sploh ne razume. Dosti, nehajte. Pues óigame, si quiere que cantemos, muéstrenos la lana. Y si quiere que paremos, pues muéstrenos la lana también. ¡Ándale! Dosti. Ti mexicanci son esnosni. Si me lo pide usted, señorita, ahorita mismo paramos.
Estuviste muy chévere ahí, cuate. Gracias, compadre. Ja presneta reč. Neznosni ste, nespoštljivi. Kaj mislite, da je z vašim čivkanjem osvojili? Pustite ju u miru. Óyeme, a ni to nečak kod Andreja? Tistega, ki nam je zaupal sled? Presneta reč, samo to nam je manjka, da govorite po slovensko. Nič ne razumem. Pero chamacotote, pues me lleve el chanfle. Kaj ne bomo mexikanci po slovensko govorili? Ko pa živimo turizma, cuate. Que si te digo, chamaco, sem siguren. Ahorita mi moramo dati sled. Pues momentito. Que no cunda el pánico. Ahorita mismo le preguntamos. Pues pregúntale. Óyeme, al inicio ti lordo Charliu. Perdón, Ja sam. Imamo nekaj za vas. Najlepša hvala. Zanimivo. Manito, pašeneka imamo. Quédate aquí o vete de mi lado, devuélveme el amor que te di. Dime que sí o no orientada, y si estás enamorada de mí. Vete de aquí, de mi lado, y que no sepan que he llorado por ti. Dime que sí. Ay. Ta sled je pa lahka. To sled pa jaz poznam. Sled nas vodi v Argentino. Fue mucho mi penar andando lejos del barco, tanto correr para llegar a ningún lado. Estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. Barbara je pred dnevi govorila s svojimi prijatelji v domu na pristavi in jim povedala o dogodivščinah, ki jih je doživela z Lordom in Paspartujem. Ti so ji pa povedali o skrivnostnem paketu, ki so ga dobili od nekega grofa iz Škofje Loke. V paketu je bila skrinja in pismo, v katerem je pisalo, da bo neki lord prišel pon. Ta novica je lorda močno razveselila. Pomenilo je, da je prišel do konca iskanja dediščine. In edino, kar bi bilo potrebno, je priti do skrinje in jo odpreti s ključem, ki so mu ga dali Marjačis. Medtem ko lordo Charliu, Barbara in Paspartu potujejo proti Argentini, se mladi v domu na pristavi menijo o pripravi mladinskega dne. Dobro, kdo bo kelnaril letos med kosilom? Mene ni treba gledati. Jaz sem kelnarila že vse zadnje prireditve. Bog ve, kaj se pa nisi trudila, saj si celo kosilo samo fante čamužirala. No, nehajte se prepirati, imamo polno drugih reči za delati. In če si nimam izpit v univerzi, tako me zanimajo vaše pričkanje. Para! Kaj se pa misliš, da si? No, sedaj pa pomislimo na našo prijateljico Barbaro in njene nove prijatelje. K sreči, da nismo odprli skrinje, ko smo mislili, da se kdo z nami heca. Končno naši popotniki pristanejo v Argentini. A lord si ni predstavljal, da je še zelo daleč od konca svojega potovanja in da bodo njegovi problemi šele začeli v džungli velemesta Buenos Airesa. Lahko bi bilo pričakovati, da ne bo vse tako enostavno za očarljivega kot do sedaj. Velikost problemov v mestu z 12.000 prebivalci sigurno nima primerjave s temi v velemestu, ki jih ima čez 12 milijonov. Najprej
se je letalo celo uro vrtelo po zraku okoli letališča, ker so uradniki na kontrolnem stolpu ostali brez elektrike. Ko so že pristali, pa so zvedeli, da jim je letalska družba izgubila prtljago. In čeprav je bil lord ves iz sebe, je vsaj imel ključ, ki odpre skrinjo, pri sebi za vratom. To ga je vsaj malo pomirilo. Seveda, naslednja težava je bil promet. Avto za avtom, počasi, počasi, zabezecanje na eno stran in na drugo. Vrsta pred njimi ni imela konca, po cele minute se sploh niso premaknili. Lord je postal nestrpen. Skoraj bi lahko stopil iz avta in pešačil hitreje kot gneča štirikolesnih mašin. Konec koncev, po dodani uri poleta nad mestom, iskanju kovčkov in po 2 urah prometa so naši 3 popotniki stali pred vrati doma na pristavi. Končno smo prišli! Kako sem vesel! Kaj je to zdaj? Tako je. Ključ, ki odpre skrinjo z dediščino, so mu ukradli. Sanje so se spremenile v nočno moro. Toda nekaj mi pravi, da se je v lordu nekaj spremenilo. Barbara! Barbara, si že nazaj! Barbara! Pogrešali smo te že. Potem nam moraš povedati vse o potovanju, ampak najprej se kar usedite, saj morate biti že pošteno lačni. Hvala za dobrodošlico, prijatelji. Predstavim vam moja sopotnika. To je Lord Očarljiv in to je Paspartu, njegov strežnik. Spoznali smo se v Benetkah. Tudi oni so bili tam na potovanju, ampak ne na počitnicah, temveč da poiščejo zaklad. A si videl, Paspartu? Tukaj tudi govorijo po slovensko. Res, neverjetno. Ej, pa še krajinske klobase imajo, poslušajo slovensko polko. Ja, to je naša slovenska skupnost. Kraj, kjer se dobivamo vsi, ki imamo iste slovenske korenine, da ohranimo slovensko kulturo. Kako lepo je videti, da čeprav ste v Argentini, čutite Slovenijo tako blizu. Res je, saj se počutim kot doma. Ej, pridite malo sem. Povejte nam kaj o vašem iskanju zaklada. No, Barbara, Paspartu in jaz smo potovali po raznih državah, da poiščemo zaklad, ki mi ga je zapustil moj stric. V vsaki državi smo našli sled, ki nas je vodila v naslednjo državo. Wow, to je pa res zanimivo. In ste ga našli? Preden smo prišli sem, smo bili v Mehiki. Tam smo dobili več sledi, med njimi tudi ključ, zato mislimo, da je zaklad tukaj. Hej, viejo, ti imaš pa srečo. Pred tedni je prišel čuden paket iz Slovenije. Lej, samo odpreti ga moraš. Žalibog, nimamo več ključa, ker so nam ga ukradli pred vratih doma. Miruj, Paspartu, miruj. Spoznal sem veliko stvari, ki so mi spremenile mišljenje. Zavedal sem se, da najvažnejše stvari v življenju niso denar in materialne dobrine, ampak druge, lepše vrednote. Naša naloga je tu končana.
Vrnila se bova nazaj domov in ohranila v sebi vse, kar nama je darovala ta vožnja. Barbara, zahvaljujeva se ti, saj si nama prišla na pomoč kot nihče drug na tvojem mestu. Ni za kaj. Paspartu, vrnimo se. Ja, gospod. Ne reci mi gospod, reci mi lord. Brez skrbi, vodi se samo hecam. Dobar, z Bogom, mladi v Argentini. Lord, a ne boste prebrali pisma vašega strica? Ne. Daj mi ga, da ga preberem. Dragi nečak, pričakujem, da je ta vožnja v tebi omilila mrzlo srce, ublažila ostre poteze tvojega obraza, zravnala našpičeni nos in omehčala lica. Ne bodi več skop, egoist, mrzel in prepotenten. Spoštuj prijateljstvo. Kar se pa tiče zaklada, pa ni obvezno, da imaš ključ, saj se skrinja enostavno odpre in je bil ta samo del sledi, ki sem jo zate pustil. Notri boš pa dobil par lepih novih čevljev, saj si gotovo tvoje na tej vožnji fino znucal. Nikoli ne pozabi na strica iz Škofje Loke. Lep pozdrav, Konde Andrej. Naj kozarci zazvenijo, naj objem gre preko rami. V tih časih, ko jih obljubljajo, vidi brez prijateljev si izgubljen. Prijatelj je kot trta, vrata vedno odprta, potok, ki se sprehaja, ostaja do kraja s teboj. Zahvaljujemo se vsem tistim, ki so nas svojim delom pripomogli k lepemu uspehu tega mladinskega dne. Posebno še Marijani Petkovšek za režijo, Danju Kocmurju za sodelovanje v nastopu in režijo, Adrianu Gaserju za zvočne naprave, Aleksu Šucu za razvetljavo in luči, Aldani Havelka za maskiranje in Albertu Muhu za snemanje kulturnega programa. Prosimo, naj se vsi imenovani približajo. Še tudi se prisrčno zahvaljujemo Aleksu Kogovšku in Lučki Papež za sodelovanje pri pripravljanju scenografije. Zahvaljujemo se tudi Moniki Kenda, Maruški Klemenčič, Sandri Skubic in Kristini Zela, ki so sodelovali pri kuhinji, in Rolu Tomačku za pripravljanje čevapčičev. Hvala lepa. Skupaj s čevlji smo v skrinji odkrili 2 pokala. Ker nismo vedeli, kaj narediti z njimi, smo se odločili, da jih bomo podarili zmagovalcem današnjih tekmovanj. Pri odbojki so zmagala dekleta iz... Pristave! Ne, kaj bi menjavali tradicijo. Po stari slovenski navadi so zmagala dekleta iz San Justa. Por este lado. Muy bien.
nogometu pa so na veselje vseh Sanhuščanov zmagali tudi fantje iz Sanhusta.